so družabni mediji, Facebook, YouTube, Twitter, prav tako tretirani kot tradicionalni mediji, torej ali na novih socialnih omrežjih veljajo ista pravila kot v tradicionalnih medijih? Ja, odgovor je da, tudi za te spletna omrežja veljajo določbe zakona o volilni referendumski kampanji, ki določa, da se mora v času volilnega molka prekiniti z volilno kampanjo. Pa imate kakšen poseben način monitoringa, kaj se dogaja, ali boste ukrepali samo ob prijavah? Inšpektorat bo v času volilnega molka spremljal prijave oziroma prijave domnevnih kršitev volilnega molka in po uradni dolžnosti ukrepov v primeru, ko bo kršitve sam zaznal, obravnaval bo tudi vse prijave teh domnevnih kršitev volilnega molka. Se pravi, nimate nekoga v vaši hiši, ki bi neprestano bedel nad tem ogromnim omrežjem? To je res ogromno omrežje, zato nimamo nobenega, ki bi se permanentno bedel nad tem omrežjem. Kaj za povišine kazni, ki lahko doletijo posameznike ali pa neke pravne osebe? Globe so v razponu, in sicer za organizator volilne kampanje od 800 do 1200 evrov, za odgovorno osebo tega organizatorja od 150 do 300, za posameznike pa od 120 do 200 evrov. Zdaj se tukaj pojavlja, ogromno ljudi ima na Facebooku odprt zid. Kdo je kriv, če nekdo napiše na njegov Facebook nekaj spornega v času volilnega molka? Lastnik zidu, jasno seveda avtomatsko pisec objave, ali tudi tisti, na katerem zidu je napisano? Seveda, volilni molk velja za vse. Velja za lastnika tega zidu, velja pa tudi za posameznika, ki napiše na ta medij oziroma to družabno omrežje. To se pravi, odgovorna sta oba. Se pravi, ampak to pomeni, da lahko lastnik Facebook strani ali profila 2 dni zdaj samo bedi in upa, da se ne bo nič zgodilo? Ja, pač to je tehnično vprašanje, pravo pa pomeni, ima rešitev, da v tem času ni dovoljeno oglaševati nobenih zadev, ki se nanašajo na politično propagando, še zlasti, če gre to za oglaševanje, koga naj se voli, propagiranje in ostale zadeve. To se pravi, v tem času ni dovoljeno voditi volilno kampanjo. Na Facebooku, YouTubeu, Twitterju večinoma vemo, kdo stoji za vsemi temi profili. Kaj pa na nekih forumih, kjer se ljudje skrijejo za vzdevki, torej je samo nek vzdevek, ni pa jasen pravi pisec? Kako v takem primeru? To je pa odvisno od vsakega primera posebej. To so pač zapleteni postopki, kako ugotoviti identiteto storilca. Pač tehnika gre naprej in na vsa vprašanja v tem trenutku nimamo odgovorov. Je pa to stvar ugotovitve v konkretnem postopku. Žal, če se ne ugotovi pisca, pač tudi ni prekrška, ne moramo ga oglobiti, vendar kršitev pa je. Imate že kakšne izkušnje iz lanske, lokalne, predvolilne oziroma volilne zgodbe? Je bilo že kaj kršitev, sankcij? Lani smo dobili, če se ne motim, 18 prijav domnevnih kršitev, vendar nismo ugotovili, da gre za kršitve. Sprav tudi ni bilo nobene sankcije? Ne, ni bilo nobene globe izrečeno, nobene sankcije. Tudi postopek ni bil v tem. Letos, ko so ta socialna omrežja še posebej v razmahu, se pričakuje še posebna zabava tam gor, ali mislite, da bo šlo vse tako, kot mora iti? Če pogledamo statistiko, se te domnevne kršitve gibljajo pri vseh teh volitvah okrog 120 prijav, nad 100 prijav vsako leto, vendar večinoma prijav sodi na področje plakatiranja, nameščanja novih plakatov, trganja plakatov in podobnih zadev. Z tega področja je bilo relativno malo, ne vem pa, kakšne bojo izkušnje v letošnjem letu. Še zadnje vprašanje, Roman Klopčič je na Facebooku? Ne, nisem na Facebooku. Dobro, hvala.